Dobrodošli v rubriki Zgodba zate. To je pripoved, ki si vzame čas. Zgodba za poslušanje. Zgodba za ta trenutek. Pravljice za vse generacije Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Starec, ki je popravljal sence. Na robu vasi je živel starec, ki ni popravljal hiš, ni popravljal poti, popravljal je sence. Ni jih lovil, ni jih rezal, samo opazoval jih je, dokler niso spet stale prav. Vsako jutro je stopil pred hišo in pogledal, kam pade senca njegovega telesa. Če je bila kratka, je počakal, če je bila dolga, se ni premaknil. Ljudje so hodili mimo in govorili, da izgublja čas, da se senc ne da popraviti, da senca ni nič. Starec jih ni poslušal, ker je vedel, da senca ni nič samo za tiste, ki gledajo stran. V vasi so se sence začele lomiti, najprej pri hišah, potem pri ljudeh. Otroci so imeli predolge sence, odrasli prekratke, nekateri jih sploh niso več videli. Ko je kdo prišel k starcu, ni vprašal, kaj ga teži, vprašal je, kdaj si se nazadnje ustavil. Če človek ni znal odgovoriti, je starec rekel, potem še ni čas, in ga poslal nazaj. Nekega dne je v vas prišla tema, ne noč, tema. Sence so izginile, ljudje so rekli, da je to olajšanje, da zdaj vsaj ne vidijo več, kar jih moti. Starec je sedel pred hišo in čakal, ne temo, prvo svetlobo. Ko se je ta pojavila šibka in negotova, so se sence vrnile, nerodne, poškodovane. Starec je vzel palico in z njo narisal črto v prah. Tukaj stoj, je rekel prvemu, tukaj čakaj, je rekel drugemu. Ni popravljal ljudi, postavil jih je, da so lahko videli, kam padejo. Ko so sence znova našle tla, so ljudje začeli hoditi počasneje, ne zato, ker bi morali, ampak ker so se spet videli. Ko je starec nekega jutra ostal doma, so rekli, da ni pustil ničesar. A sence v vasi so še vedno stale prav, ne prekratke, ne predolge. Ravno prav, da so ljudje vedeli, da svetloba brez sence ni dovolj. To je bila zgodba zate, Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zgodba o tem, da ne izgubimo poti, ko zaidemo v temo, ampak takrat, ko se nočemo več videti. Hvala, ker ste prisluhnili. Ostanite z nami in zgodbo tudi prihodnjič.